pa še koga danes tako zebe ka mene, tudi kamere ne moram dobro naštimati. Ne, ni tako hudo. Malce sem hotel s tem povedati, da so naša gospoda Pankraci, Servaci in Bonifaci, ki so bili na obisku v teh dneh v naših krajih, počasi odšli od nas. Zdaj, ja, moramo še poštimati Puščano Zofijo, ne? Ko bomo to zrihtali, pa smo pa spet cari in se nam bojo zjasnili dnevi, čeprav vremenska nekako ne kaže nekaj takšnega, o čemer zdaj govorim. Ja, lahko mi pa prilimate kakšen lajkič prstek za tiste, ki imate radi tako vreme, kot je teh dneh, se pravi hladno, poscano, turobno in tako naprej. Seveda vsi tisti, ki pa imate radi svetlo vreme, sonce in tako naprej, pa kakšnega unga emojija, nasmejanga in tako naprej. Danes bi rad z vami delil v bistvu eno zgodbico, s katero vam bi rad povedal oziroma malce prikazal, kaj lahko pomeni obisk nekega seminarja ali delavnice za nas, ki hočemo narediti v bistvu nekaj zase. Zdaj, ali je to nekaj poslovnega, ali je to nekaj čisto na osebni ravni, to je odvisno zdaj od delavnice, ki si jo zberete. Jaz bom omenil delavnico oziroma seminar, ki sem bil od kolegice Saše Einzidler. Zadeva gre pa za to, da ena od stvari, ki se je mene takrat zelo, bom rekel, tako malo prijela, je, da smo ljudje, ko enkrat odrastemo, otroci so malo drugačni, ne, boste takoj ugotovili, zakaj. Ljudje, ko malo odrastemo, kar naenkrat imamo polno nekih predsodkov, nekaj nam je narobno, nekaj nam je sram. Pravilo pa pravi tako, če nekaj rabiš, reci za to, samo reci, ali samemu sebi, ali komu drugemu. Če ne rečeš, potem nihče ne ve za to, da ti to željo imaš, da ti to potrebo imaš. Ne? Kar poglej, recimo, če ti poveš nekomu, da nekaj rabiš, obstaja nek procent, da to tudi dobiš. Če mu tega ne poveš, potem definitivno tega ne dobiš. In malo se bom zdaj navezal, malo bom preskočil na prejšnji teden, meni je že malo vroče ratuje, preskočil bom na prejšnji teden in na moj Facebook live iz prejšnjega tedna, pazi, 3 prijatelji, ne skupaj, tako posamično, so prišli k meni in mi rečejo, stari, zadnjič je bilo, tole je bilo pa dobro, kar si zdaj imel. Bil je pa Facebook live okrog te povezave, rock'n'roll, politika, buldožer in to. Jaz ga pogledam pa pravim, pa kako ti to veš? Ja pravi, pa gledam jaz tebe, se te redno spremljam. Pazi, meni oči na prste, lahko bi s palčko potolkal. Presenečen. Rečem pa, zakaj ti ne prilimaš kakšnega lajka, da jaz vem, da si tukaj. Da napišeš kakšen komentar, da jaz vem, a ti je všeč to, kar jaz bluzim, ali ti ni všeč. Pazi, zdaj, recimo primerjava, ne? Pomisel si na enem koncertu, recimo. En koncert imaš, tvoj priljubljeni pevec, 2000 publike, poje, trga, konča komad, konča drugega, konča tretjega in publika tiho, ko na volitvah 2018. Noben se ne oglasi, noben nič ne reče, noben ne ploska, noben ne žvižga. In ta lole stoji na odru in gleda, kaj bi zdaj ti radi. Pojma nima. Dajte mu zažvižga, če vam ni všeč, bo vedel, se more nekaj možakar popraviti. Dajte mu zaploska, če je všeč, veste, kaj se bo zgodilo. Dobil bo novo, dodatno energijo, lahko vam bo dal še več, kot vam lahko že itak da. In zdaj, če vidiš to, kar zdaj ti govorim, ne? Se pravi, v obeh primerih kritiziraš ali pa če pohvališ, vedno si ti kot prejemnik nečesa, kar ti nekdo nekaj želi dati na boljšem, na dobrem. Pred leti, koliko je bilo to, ne vem zdaj točno, 2 leti pa pol, 3 leti, se veš, koliko cajt leti, takole, ne? Sem jaz bil na enem seminarčku v Dolenjskih Toplicah. Bila sta 2 predavatelja, ena od njih je bila Saša Einzidler in zdaj ne vem, koliko poznate Sašo Einzidler, sploh, dobro, ne smem zdaj o generacijah, ne, ker so ženske v igri, pazi, tukaj mora biti možakar malo previden, ampak
Pazi, jaz pridem na delavnico njeno, na seminar in veš, kako imamo ljudje nekako vedno nek občutek. Aha, Saša Einzidler, če ne veste, ona je bila TV voditeljica, pa pevka, ona je pela pri enem ansamblu, če se prav spomnim, so se imenovali Rdeči baron in seveda ne, kot v tem smislu neka zvezda, ne? Se pravi, ona je neka zvezda in ljudje imamo vedno nek respekt, razumeš, ne? Zvezde, oni so mal high, oni so, ne vem, mislim, in sploh, pač imamo neko tako prepričanje, običajno, ne? In pazi dobro, jaz sem bil na tej delavnici, Saša pač odpredava svoje, krasna oseba, zelo prijazna, zelo lepo, jasno zna govoriti, ne, valjda, iz tega že svojega pedigreja, svojih prejšnjih naslovov. V glavnem, konc delavnice, ona pa tudi o tem govorila, ne, če nekaj rabiš, če ti hočeš nekaj imeti, nekaj, kar si želiš, kar ti pripada, moraš to nekomu nekaj reči. In jasno, valjda, jaz na konc delavnice sem bil prvi gor pri njej, ne, roka tako, knjigico kupim, podpisal knjigo, zakaj rabim podpisal knjigo, fotka, Saša, fotko rabva, ne, naredijo fotko z nama dvema, jaz sem fotko rabil pač za svoje potrebe in tako naprej. Nobenega problema, pazi, kje je kakšna zvezda, jaz gledam nobene zvezde, sam Saša Einzidler tam stoji, prijazna oseba in tako naprej. Ne, in zdaj, če potegnem iz tega naprej, potem kakšno leto pa pol po tej delavnici, puf, meni v glavo sede, stari, boš napisal knjigo. Jasno, veste, o čem govorim o tej knjigi, o kateri vam dostkrat govorim, seveda zdaj spet vse narobe obrnem, ker je kamera na kontra obrnjena, ampak ni pomembno, ne, se odločim, da napišem to knjigo in kar naenkrat odločitev, kaj je govo, in nazadnje si rečem, seveda, udari ven spet en tist grd črn nezaupanja sam vas in si rečem, pa stari, kdo bo tebe, ti si tam neki gorast ali kaj si, iz neke vukojebine po imenu Kočevja, oprostite, kam mal kakšno francosko besedo uporabam. Milan, hvala, super. Lej, viš, takile komentarčki so mi všeč, zato ker potem vem, da nekdo to posluša, vem, da je nekomu všeč, ali pa če mu ne bo všeč, povej mi, poti lahko dam. Ne, in pazi zdaj, jaz naprej razmišljam, kdo bo to knjigo kupil, kdo bo to knjigo bral, pa kdo si ti, stari moj. Ne, in jaz potem to malo študiram in si rečem, veš, kaj bi bilo dobro, ne? Bilo bi dobro, ker je knjiga pač narejena tudi kot nek vodič, oziroma kot ni to neka beletristika, ne, se pravi za odklop, ampak je to kot neki vodič in si pravim, pa bi bilo dobro, če bi ti vključil, ne, recimo neke misli nekih ljudi, ki pa pomenijo nekaj na tem področju. Ne. In pazi zdaj, ko to razmišljam, jaz vem že nekaj, takrat sem to tudi že vedel, ne, da je prva in osnovna stvar, da če hočeš nekaj v življenju doseči, in če to ne znaš sam, če imaš preveč negativne energije, če imaš preveč napačnih prepričanj, če nimaš dobre samopodobe, da so to ravno vsebine, o katerih govori Saša Einzidler. In, stari moj, akcija, ne? Jaz še vedno mali in grem in telefon zavrtim, pokličem Sašo Einzidler, halo Saša, se še spomniš unga Dolgina iz Dolenjskih Toplic, bla, 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 malce tako, greva na eno kavico, seveda, ko sem jo povabil na kavico, ona je takoj vedela, da imam jaz neke želje, ne, in pravi, nimam zdajle časa, če se ti mudi, daj ti meni povej kar po telefonu, zakaj gre. In jaz si seveda povem, da sem se odločil napisati knjigo, da bi rad, da se te njene vsebine, da je to tista res osnova, če hočeš kaj narediti, in da bi jaz bil zelo zadovoljen, če ona meni napiše en prispevek za to knjigo. Ugam, kaj se je zgodilo? Ona pravi, ja, valjda ti bom napisala, se to pa ja ni noben problem, lej, ti bom pomagala, seveda ti bom. In ona gre in, ne vem, par dni, plak, jaz dobim od nje e-mail z enim fajlom noter, tekst, preberem, wow, shit, ne, ni glih tiska, bi jaz rad, ne, zakaj? Se ona je to dobro napisala, kar je, mislim, da se razumemo, ampak ni mi pa potegnilo točno v mojo špuro,
in jaz, ne gre, ne, in jaz njej to napišem, pazi, veš, to ni bilo tako enostavno. In napišem, le, Saša, super je, ampak jaz sem si tole malo drugače predstavljal, zdaj pa malo razmišljam in to, kar si ti naredila, je čisto cool, samo, a bi ti lahko, ne vem, en odstavek dodala, da jaz lahko tole potem povežem, ne, da jaz to zvežem skupaj in da rečem, tole pa zdaj zadeva funkcionira skupaj in ugan kaj, jasno, spet nobenega problema. Nobenega problema. Potem, ne, se pravi, v tem mojem razmišljanju, seveda ena oseba je vseeno, ne, sem rekel, bi bilo fajn, če bi bilo malo več, ne. Jaz imam zdaj v tej knjigi 5 oseb, ki so mi napisali ene prispevke za to knjigo, ki so s tem dali k sami knjigi eno, po mojem mnenju, zelo veliko verodostojnost, ne, in tudi zaradi tega, ker so to osebe, ki so poznane v teh krogih podjetniških predvsem in pa tudi internetnih, če samo omenim Aleša Lisca, marketinškega strokovnjaka, pa Tadeja Belca iz Spletne akademije, pa Petro Škarjo, popotnico, pisateljico, tudi izobraževanja okrog tega, kako napisati knjige in tako naprej, Tomaž Gorc, ne, in tako naprej. Lej, pazi, in teh 5 ljudi je meni to napisalo. Ampak zdaj pa eno vprašanje, ne, a uganeš, koliko ljudem sem pa jaz moral reči, da bi rad, da mi napišejo nekaj za to mojo knjigo, da sem dobil teh 5 prispevkov. 5, 5, 4, 3, 2, 1, nič. Čas je potekel. Natanko 5, stari moj, in to pomeni, da so čisto vsi, katere sem prosil, da so mi potrdili sodelovali z mano, vsi, bom rekel, neke osebe, ki pomenijo nekaj na svojem področju in na drugi strani, jaz iz ene vukojebine, neznan človek, ok, imel sem že neki svoje baze takrat, jasno, neki sem jo imel, ampak v glavnem, ne, rekel sem in dobil sem tisto, kar sem hotel. Če ne bi rekel tega, nikoli ne bi dobil. In da jaz to današnjo zgodbo zaključim, se zahvaljujem vsem, ki ste lajkali, ki ste komentirali, ki to še boste naredili. Posebej se zahvaljujem vsem tistim, ki ste delili, ker nikoli ne veš, kateremu prijatelju boš naredil dobro delo, če bo videl neko vsebino, ki jo sicer ne bi. Za vse vas, ki pa ste danes spremljali tale moj Facebook torkov live, pa tole. Od zgoraj sem vam napisal link od delavnic, ki jih ima Saša Einzidler. Jaz iz svoje lastne izkušnje lahko povem, da so to koristne vsebine. Ljudje včasih rabimo koga, da nas malo rad nasuva, ker se sami ne znamo. Ker se ustavimo, ker nimamo tiste neke energije. Delavnice in seminarji ti dajo ogromno tega, ene energije, ene volje do neke aktivnosti, tudi nekaj za razmišljati in tako naprej. To so res ene super zadeve, poleg tega spoznaš čuda nekih ljudi, navežeš kontaktov in tako naprej. V glavnem od zgoraj imaš link, pejte pogledat, kaj, mislim, da ima Saša 5 delavnic, ki bojo potekale, ena mislim, da je že mim, pejte pogledat, mogoče ti kakšna stvar ustreza, vsekakor pa, če imaš kakšno vprašanje zame, vprašaj, ker če me vprašaš in če me prosi za odgovor, je velika verjetnost, da ta odgovor dobiš. Če jaz ne vem, da ti to vprašanje imaš, kako naj ti odgovorim? Imejte se skrajno, upam, da tale poscana zofka čimprej se uščije do konca, pa spet oprostite moji francoščini, lep dan vam želim, razmislite malo o tem, kar smo se danes Facebook live-ali in čau, čau!